Živijo, mir z vami, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo, nadaljujemo serijo epizod Golodwise, evo, pri Abrahamovi zavezi, Abrahamski zavezi. Abraham ima 7 sinov Abraham. In Abba Sadik je napisal Golodwise, da je Abrahamova zaveza bila posebna zaveza in posebej za njegove potomce, ne? Se pravi Adamove otroke, ki so potomci Abrahama, in Bog je zanj in za njegovo družino tudi želel nekaj posebnega, in to je bila ta država s svojo lastno zemljo, se pravi božanska pravična država, tako rekoč. Kot je Edenski vrt, kjer bi se stvari vrnile nazaj v Edenski vrt, tako ali drugače. In Bog jo je podelil komu? Abrahamu in njegovim potomcom dežele od Nila do Evfrata. Kar pomeni, da je Bog podelil Abrahamu, Izaku, Izmaelu in Izraelovim sinovom, se pravi Jakobu, za njimi, mir z njimi vsemi. Alejhu salatu wasalam. Kajti Bog je rekel, ampak svojo zavezo bom sklenil z Izakom. Tole je, če navedem, v Sveta Biblija, prva Mojzesova Geneza 17:21. Upoštevamo, da boste rekli, da ne upoštevamo smernic skupnosti in da ne navajamo seveda footnote. Zato so Izmael in njegovi potomci vključeni v zavezo, to da Božje izbrano ljudstvo v tej zavezi so kdo? Izakovi sinovi. V zvezi z zgodbo o Abrahamu je veliko zanimivih dejavnikov, na katere bi radi opozorili. Najprej bi radi poudarili, da je bil Abraham poročen s svojo sestro Saro, ki je bila pravzaprav polsestra. In to dodatno dokazuje, da je bila poroka med brati in sestrami dovoljena v prvi zavezi, saj ni bilo nobene zapovedi, razen biti ploden, in nobene prepovedi, razen da se drži stran od drevesa. Se pravi, do takrat je bilo tako, pa je bilo pa malo drugače. In poroka med brati in sestrami je ostala zakonita v Noetovi zavezi, na kateri sta bila Abraham in Sara, in je ostala zakonita tudi v tretji zavezi. Se pravi, stvar v Noetovi zavezi je ostala ista kot v tretji zavezi. Tako da vsi, ki pravite, da pač teh stvari ni bilo, mislim, sama knjiga govori o tem, da so se te stvari dogajale. Komu neobičajno, mogoče kakšni, ki poznajo, kako v resnici stvari stojijo, in tudi ni tako nemogoče, ampak pustimo to za kdaj drugič, ne? Ali pa ekspertom, da bojo debatirali o tem, ne? In gremo naprej. Geneza 20. poglavje kaže, da sta Abraham in Sara brat in sestra ter mož in žena. Abraham se je od tam preselil v deželo Negev in tam živel med Kadešem in Šurom. Nekaj časa je ostal v Gerarju in tam je Abraham rekel svoji ženi Sari: ona je moja sestra. Nato je gerarski kralj Abimelek poslal po Saro in jo vzel. Da navedem navedek footnote, to je bilo v Genezi 20:10. Abraham, prav, da primerjalno književnost naredimo, mislim Biblijo z Biblijo, kot naredimo Koran s Koranom, se pravi biblijska metoda je to, in tudi muslimani, ko primerjajo koranske verze, to uporabljajo. Se pravi, Abraham to dodatno potrjuje v Genezi 20:11-12. Abraham je rekel sem si, gotovo ni strahu Božjega v tem kraju, ubili me bodo zaradi žene. Sicer pa je res moja sestra, hči mojega očeta je, a ne hči moje matere. Se pravi, malo metaforike, ne, kakšnem pride kam drugam glavo, tako da je malo metaforike, tako da ljudje malo zmedeni, ne, ki mi je to rekel. Tako je postala moja žena, ne, in ko me je Bog poslal iz hiše mojega očeta po svetu, sem ji rekel: naredi mi tole dobroto. V vsakem kraju, kamor bova prišla, reci, da sem tvoj brat. Se pravi, to je bilo Geneza 20, verzij 11-12. Evo, ti smo naredili pa zdaj naprej primerjavo, ne? Mislim, ne jaz, pa sem nekaj to naredil, ne? In v vsaki Bukariju je bilo rečeno, da je Allahov poslanec Mohamed sallallahu alejhi wa alejhi rekel:
Ko je Abraham hodil s Saro, sta naletela na tirana v tirano in bilo mu je rečeno: resnično, tukaj z nami je človek, ki ima s seboj eno najlepših žensk, zato pošljite pon. In vprašal ga je o njej in rekel: kdo je to? In rekel je: to je moja sestra. In seveda to je bilo navedeno v Sahih Buhari, hadis številka 3358. Sem navedel hadis, ker delamo pač predstavitev vseh epizod Golo od Vice, tako da tle navajam vse hadise in footnote in navedke, tako da ne boste rekli, da tega ni. Lahko preverite, evo, če bo kdo rekel, da tega hadisa ni, mu bom z interneta dal screenshot in stran, kjer si lahko pogleda ta hadis. To bom naredil, lejte. Če boste dajali komentarje, da tega ni, bom to, ni problema. No, in pač je rekel, da je njegova sestra in to je bilo tako pač, tako je bilo, ne, ker in Bog mu je to dovolil, ne, po Božji zapovedi v tistih časih, v Abrahamovem času, ni bilo nobenega problema, da je to se prakticirane. In bile so tudi druge vrste spolnih odnosov, ki so se dogajale nedaleč od Abrahama, vključno s homoseksualnimi odnosi v mestih Sodoma in Gomora, kjer je Abrahamov nečak bil poslan k preroku Lotu. Ne. V 18. poglavju Geneze piše, da se pritožujejo Bogu proti Sodomi in Gomori. In Bog se odloči poslati par angelov preoblečenih v moške, da bi raziskali stvar. Tedaj je Gospod rekel: pite proti Sodomi in Gomori, pitje proti Sodomi in Gomori je tako veliko in njihov greh tako hud, da bom šel dol in videl, ali je to, kar so storili, enako slabo kot upitje, ki me je doseglo, če ne, bom vedel. In to je bilo v Svetem pismu Geneza 18, 20-21. In tako je tukaj, prav to, kar smo zdaj naredili v teh 7 minutah in pol, tukaj je razkrito pomembno dejstvo, ki ga moramo upoštevati. Tukaj najdemo ljudi Sodome in Gomore, ki so bili vir krikov Gospodu. Krik je zelo velika pritožba ali protest. Torej so bili ljudje žrtve ljudi Sodome in Gomore in oni so se pritoževali Bogu zaradi tega. V naslednjem prepovedovanju po judovskih tradicijah iz knjige Legende Judov tudi dobimo pogled v to, kakšni so bili ljudje v Sodomi in Gomori. In tole je malo daljši sestavek, tako da ga bom pustil za naslednjič. In se pravi, evo, tukaj smo predstavili v bistvu tole primerjalno, kako v bistvu Golo od Vice predstavlja to primerjalno pač prakso ali metodo, recimo ji, ne, da pač en sestavek, ki je zapisan v knjigi, se primerja z drugim sestavkom in dobimo pač širšo sliko, ne. In če primerjamo to še z sestavkom, ki je iz kakšne pripovedi ali hadisa, v islamu dobimo še širšo sliko, kako se pač po tej tradiciji iz Biblije stvar nadaljevala in za človeka, ki je odprtega uma, ni nobenega problema to razumeti, ne. Tako da, evo, hvala vsem, ki sledite kanalu, ki ste z nami in upam, da se vidimo naslednjič. Lep pozdrav in naj vas Bog, Allah subhanahu wa ta'ala, obrani vseh